Dober dan! En super lep kolesarski pozdrav. Kakor ste lahko že takoj videli, jaz še zmeraj vozim stari Fuji in uporabljam stari števec Sigma. Danes je pustna sobota in jaz sem se tako kot vsako leto spet našemil v kolesarja. Jaz sem čakal skoraj do 2 popoldan, ampak se ni segrelo več kot na 12 stopinj Celzija. Tako da sem spet oblekel zimska oblačila, čeprav sem v prejšnjih dneh bil že skoraj v kratkih rokavih. Trije topli dnevi so bili dovolj, da so zvončki pokukali ven. Glih toliko je na meji temperatura, da sem se rajši odločil za udobje, da mi je prijetno in toplo, da ne bi po poti brez veze zmrzoval. Piha tudi precej mrzu in močen veter, tam do 30 na uro. Ampak mene ne moti niti moč, niti temperatura vetra. Najbolj me moti to, da se potem na kameri slabo sliši. Prejšnji kolesarski posnetek je skoraj cel bil opremljen s podnapisi, ker je šum od vetra preglasil moj govor. In vem, da gledalci še tolerirajo slabe posnetke, ampak slabega zvoka pa ne odpustijo nikoli. Ne vem, kaj se zdi vam. Dolgo že iščem neko varianto, kakšen vzporedni mikrofon, voice recorder, ampak nisem dobil nič pametnega. Na internetu sem sicer našel en snemalnik zvoka, ki je bil skoraj popoln, ampak ima samo tiste 3A baterije. Tako da imaš še eno skrb več z baterijami, s pritiskanjem na gumb za snemanje od zadaj v žepu, s sinhroniziranjem zvoka pri montaži. Večkrat dobim kakšno vprašanje glede kamere in do zdaj sigurno vem, da sta si vsaj 2 gledalca kupila kamero za snemanje videoposnetkov. To je pred kratkim tudi mene napeljalo, da sem spet začel razmišljati o novi kameri. V mislih imam GoPro 10, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da ima boljši mikrofon in pa zaradi stabilizacije slike oziroma izravnave obzorja. Ima namreč tisto funkcijo, da je obzorje zmeraj ravno. Mi je pa kolega Simon pokazal tudi en GoPro 10 dodatek z večjim, boljšim mikrofonom. Za približno 90 € dobiš skoraj studijski zvok. Tako da tista zadeva mi je ful interesantna, da bi jo kupil. Če ima kdo izkušnje, kako se obnaša GoPro v takih kolesarskih vetrovnih pogojih, naj mi prosim napiše. Lik zaradi kvalitete zvoka sem se jaz danes odločil, da grem z obrazom proti soncu in z vetrom v hrbet. Upam, da bo kvaliteta čim boljša. Čeprav lih kar se tiče snemanja v obraz, je zadnjič en gledalec napisal, da se preveč snemam sam sebe in najrajši pokažem malo več okolice. Kaj pa vem, nisem najbolj prepričan. Če ocenjujem po sebi, kadar jaz gledam YouTube posnetke, se zelo težko skoncentriram na vsebino, če ne vidim človeka v obraz, ko govori. Še kadar gledam svoje lastne videe, se mi zgodi, da tam, kjer ne vidim sebe v obraz, zelo težko sledim temi. In se mi zgodi, da kar misli zatavajo, zatopim se v gledanje tiste narave, okolice in ceste in sploh ne vem, kaj v bistvu poslušam. Ne vem, kako ostali doživljate to. Pač to je eden od mojih argumentov, zakaj se večino časa snemam v obraz. Bom poskusil preko svojega govora dati kakšen posnetek več od okolice in ceste, pa bom videl, mogoče bo res kaj boljše. Pred časom sem snemal tako, da sem govoril popolnoma od blizu v kamero in komplet svoj govor prekril s posnetki okolice. Ampak jaz vidim v statistiki YouTubea, kaj gledate, kaj preskakujete. In nekako cesta, narava, večine gledalcev ne zanima. Največ pozornosti je takrat, ko govorim jaz. Bom kar obdržal isto smer, dokjer bo šlo verjetno do morja. Bo pa trening potem za nazaj domov. Večinoma ste opazili, da sva bila z ženo v februarju
na dopustu v Puli. Tam sem posnel 3 peš videe, ampak sem jih stisnil v en teden, sreda, sobota, sreda, zato da pridejo kolesarske vsebine čim prej spet na vrsto. Zato ker gledanost teh peš videoposnetkov dosega komaj polovico gledanosti klasičnih kolesarskih posnetkov. V statistiki pa tudi vidim, da moje kolesarske videe v celoti pogleda približno polovica gledalcev, peš videe pa samo 1/3. Tudi zaradi tega ne bom težil s svojimi peš videi, ampak, kakor že rečeno, so pa to vseeno moji spomini, moj kanal, tako da občasno računajte, da bom še kakšnega tazga objavil, tudi z dopusta. Za tiste, ki pa radi gledate tudi moje dopustniške peš dogodivščine, pa lahko povem, da sem posnel še 4. video, in sicer v Medulinu. Objavil sem ga pa na ženinem kanalu 10 000 korakov na dan. Kdor želi, si ga lahko poišče tam in si ga ogleda. Je ravnina, levo in desno pa samo nive. Tako izgledajo pa radarji tle v severni Italiji, če se boste kdaj vozili, bodite pozorni. Ja, tle zdaj, ko sem se približal morju, se je veter povsem obrnil in ga imam skoraj natančno v obraz. Upam, da se me bo vseeno kaj slišalo. Drugače pa lahko še povem, da se v februarju približujem številki 500 km, bistveno manj kot v januarju, ampak glede na to, da sem bil na dopustu, je tudi to ok. En dan sem v Mirnu srečal rekreativca, kolesarja, ki me spremlja na Stravi in na YouTubu. Med vožnjo je pozdravil, pomahal, sva se ustavila, malo poklepetala, verjetno sta še zdaj 2 črni rajsi tam na cesti. V glavnem, Darjo, če to gledaš, srečno vožnjo, upam, da se še kdaj vidimo na cesti in odpeljemo skupaj kakšen krog. In tako, kakor mi je pomahal in me ustavil Darjo, vabljeni tudi ostali, če me kje vidite, mi pomahajte, rečemo 2-3 besede, nobenega problema, se spoznamo in to je to. En drugi kolega je imel na žalost par dni nazaj v Goriških brdih nesrečo. Upam, da po hudem padcu dobro okreva in da se bo čim prej vrnil na cesto. Od odzadaj ga je nabil mopedist. In to me je vse skupaj napeljalo, da sem spet začel razmišljati odzadaj o tisti radarski varianti za Garmina. To je tista radarska lučka Varia. Evo, super, tle sem zdaj jaz prišel do Marine Julije, tak dober občutek tle ob morju. Sicer vidim, da piha točno iz smeri Nove Gorice, tako da za nazaj bo res ta prav trening. Tudi verjetno ne bom dosti mogel posnet, ker bo preveč pihalo in šumelo. No, kar se tiče števca Garmin, ko sem prišel z dopusta domov, sem ugotovil, da na spletni strani Necini Sport ni več 365 €, ampak 389 €. Popust so zmanjšali iz 27% na 22%. In zato sem se odločil, da ga zaenkrat ne bom kupil. Spremljam pa ceno skoraj vsak dan. Imam upanje, da bo spet padla na 365 in takrat ga mislim tudi kupiti. Garmin Edge 830 skupaj s tistimi senzorji. Kar se tiče nove specialke, nimam nobene pametne informacije. Trgovec ne ve točno, kdaj ne bi kolo prišlo. Naj bi bilo kmalu, ampak če gledaš pa na spletno stran od dobavitelja, se pa da lepo razbrati, da se tej dobavni roki odmikajo. Tako da zaenkrat ne vem in nimam prav nobenega upanja, da bo to kmalu. Se psihično pripravljam, da se bom s tem Fujijem vozil še celo poletje, če ne bo kakšne druge opcije. Tako kot eno zadnjih variant, lahko preverim še v italijanski Gorici, v trgovini Čuk. Ima kar precej veliko skladišče, dosti koles na razpolago. Tako da obstaja varianta tudi, da bi kupil specialko v Italiji
in jo potem servisiral pri nas. Ker tista trgovina je kakšnih 7 km proč od mene in bi bilo nerodno voziti na servise in si vsakič rihtati prevoze do doma in nazaj. Drugače pa lepa, ne, ta Marina Julija. Po najkrajši poti 30 km ven iz Nove Gorice. Če boste kdaj kje v bližini, se lahko zapeljemo tudi skupaj. Ja, kakor kaže, s tem vetrom za nazaj ne bo mogoče nič tasga posnet. Tako da bom jaz kar tukaj iz zavetja Monfalcona ta video zaključil. Hvala vam za vaš čas, ki ste ga vložili v ogled tega videa. Hvala za vse všečke, komentarje, ideje, naročnike. Želim vam srečno vožnjo. Link od Strave, kjer sem se vozil, je od spodaj v opisu videa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!